Državni svet Republike Slovenije na 27. seji Državnega sveta v sredo 18. marca imel 10 točk dnevnega reda. Razprava je bila zelo zanimiva, predvsem pa bi lahko izpostavil v tem momentu naslednje točke. Obravnavali smo predlog zakona o bančništvu, potem smo obravnavali dva zakona, to se pravi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. Tukaj seveda je bila več mesecev debata tudi o tej zakonodaji. In pa pomembna stvar, ki je bila danes sprejeta, je predlog kodeksa ravnanja članov Državnega sveta Republike Slovenije. Na koncu pa smo obravnavali v 3 točkah tudi zaključke posvetov, ki smo jih imeli v Državnem svetu, to je javno naročanje in koncesije, potem deklaracija o zunanji politiki in pa vloga gospodarske diplomacije pri zaščiti in uveljavljanju interesov slovenskega gospodarstva. Torej, v okviru točke dnevnega reda o zakonu o bančništvu smo državni svetniki zakon podprli, pri čemer pa smo seveda izpostavili tudi še veliko nerešenih vprašanj, ki se tičejo predvsem razreševanja bančnega sistema v Sloveniji kot celota, ne pa zgolj in samo bančnega zakona. Slabost bančnega zakona, ki jo je potrebno v prihodnje odpraviti, je v njegovi celovitosti in pa v sistemskem pristopu. Razumemo pa, da je bilo potrebno v tem trenutku zakon podpreti glede na obvezo tudi implementacije direktiv Evropske unije v slovenski pravni red. Druga zadeva, ki bi jo rada izpostavila iz današnje seje Državnega sveta, se nanaša na poročilo o posvetu o javnem naročanju. Namreč Slovenija stoji pred izjemno zahtevnim izzivom. V letu 2016 mora implementirati 2 evropski direktivi, in sicer direktivo o javnem naročanju in pa direktivo o podeljevanju koncesij. Državni svet se je v tem trenutku odločil za organizacijo posveta, ne nazadnje govorimo o načinu porabe 4 milijard sredstev, predvsem iz razloga, da bi soočil vse odgovorne za pripravo te zakonodaje že 2 leti pred zahtevano implementacijo in pa da bi vplival na to, da bi bila prihodna torej zakonodaja, prihodnji zakoni mnogo jasnejši, mnogo manj obremenjeni z koruptivnimi dejanji, kot so zdajšnji postopki, in pa seveda mnogo bolj učinkoviti, kot je poraba javnega denarja danes. Državni svet je resno razpravljal o zakonu o bančništvu na več nivojih, na nivoju komisije, potem so mene izbrali, da naj poročam na odboru Državnega zbora za gospodarstvo in finance in na nadaljnji fazi na plenarni seji Državnega sveta. Z vsemi izkušnjami, ki jih ima Državni svet, torej državni svetniki, smo se poglobili v pomembne segmente tega zakona. Veliko pomoč je nudil gospod Vrisk svojo profesionalno ekipo, kjer so dali konkretne predloge k posameznim členom, ki jih je po besedah predstavnikov Ministrstva za finance bilo vredno upoštevati. Hkrati pa smo tudi opozorili na celo vrsto sistemskih vprašanj, ki so povezana z bančništvom kot takim. Kot je pol na plenarni seji odgovorila tudi predstavnica ministrstva, so bila naša vprašanja glede vloge gospoda Jazbeca in naše centralne banke, ali podleže zakonom slovenske zakonodaje ali evropske, je jasno opredelila, da je to neodvisna institucija, ki je podrejena v veliki meri in največji meri evropskim institucijam. S tem se je seveda odprla relacija med banko in državo. Ali je država podrejena banki ali obratno. In tukaj je odgovor ostal zelo tak, da je tukaj neka sorta ravnotežje moči. Tudi o tem, če so banke državne, pa se mora potem dobičke vrniti davkoplačevalcem oziroma v proračun, je bil strani ministrstva odgovor precej jasen, da to ostane bankam v dobri veri, da bo iz tega denarja kaj pametnega naredili.
Ne bo tako ali drugače, mi smo potem ta zakon podprli v upanju, da bojo vse tiste pripombe, ki smo jih dali v našem prispevku, upoštevane. Tako da upajmo na najboljše in da se nam nekaj takega, kar se nam je ob sedanjem zakonu zgodilo, ne bi več ponovilo. Na današnji seji Državnega sveta smo po 4. točko in 4. in 5. točko obravnavali tudi zakona o gozdovih, se pravi spremembo zakona o gozdovih. Gre za dva zakona z enako vsebino, razlikujete se samo v temu, da eden predlaga podaljšanja neuporaba prevoznic za prevoz lesa iz gozdov za 1 leto, drugi zakon pa predlaga neuporaba prevoznic za prevoz lesa za 2 leti. Gre za zakon in pa seveda za ukrep, ki je bil postavljen lansko leto pri interventnem zakonu o sanaciji žledoloma, ko je eden od ukrepov bil, da se za čas sanacije žledoloma ne uporablja prevoznic za hitrejšo sanacijo. Seveda 1 leto je poteklo, ugotovljeno je, da je pospravljenih dobrih 30% lesa, da je potrebno še 60-70% tega lesa spraviti iz gozda, na cesto ga prodati ali uporabiti za drva in seveda, če hočemo to uspešno delati, pač rabimo podaljšanje te nezahtevane prevoznice lesa. Saj sledljivost se kontrolira tako z odločbo. V Državnem svetu smo podprli ta kompromis, ki bi potem dosežen, se pravi, da ne bo prevoznica obvezna do 31.12.2016. Jaz verjamem, da bo vsaj do takrat pa že pospravljena glavnina lesa. Seveda, če pa ne bo, pa to pomeni, da tisti les verjetno tudi ne bo pospravljen, kajti kvaliteta tega lesa bo že zelo slaba ali nikakršna. Moja pobuda gre v smeri spremembe oziroma dopolnitve uredbe o porabi sredstev kohezijske politike v Republiki Sloveniji za obdobje od 2014 do 2020. Gre za to, da smo v obdobju med 2007 in 2013 imeli na voljo 4,2 milijardi evrov, v sedanji finančni perspektivi 2014-2020 pa samo še 3,2 milijardi. V prejšnjem obdobju je bilo za program razvoj regij, se pravi namenjeno regionalnemu razvoju 600 milijonov evrov, v tej finančni perspektivi pa posebnih sredstev za ta namen ni. Moja pobuda gre v smeri, da v uredbi zagotavljamo pristop, ki uvaja ponovno regionalni razvoj, možnost takega pristopa in kombinacijo sredstev različnih skladov za ta namen. Prav tako gre v smeri poenostavitve postopkov, zato da bodo evropska sredstva, ki bodo v finančni perspektivi 2014-2020 na voljo, lahko bolj uspešno koriščena. Na današnji seji Državnega sveta je bil sprejet etični kodeks ravnanja državnih svetnikov, ki sem ga kot predlagatelj vložil Državnemu svetu že lani junija in je bil obravnavan v vseh interesnih skupinah in na mandatno-imunitetni komisiji. Sicer je bil nekoliko prečiščen in v nekoliko okrnjeni sestavi današnjemu Državnemu svetu predstavljen in dan v sprejem. Bil je potrjen z nobenim glasom proti, tako da je soglasno bil potrjen in me to zelo veseli. Državni svetniki smo s tem dobili kot eden od prvih državnih organov kodeks ravnanja in upamo, da se bomo vsi potem ravnali in dostojanstveno in pa predvsem modro zastopali ta naš drugi dom parlamenta.